Na spletnem portalu Predlagam vladi ta čas poteka pomembno glasovanje o poligonu Gaj. Jasno je, da Slovenija potrebuje primeren dirkaški objekt za avtomobiliste in motocikliste. Ti si ga zaradi mednarodnih uspehov kajpak zaslužijo, še bolj pa bi bila pridobitev pomembna zaradi kaljenja mladih talentov, ki so pri nas tako nepravično prikrajšani za pogoje za trening. Omenjena spletna peticija Vladi Republike Slovenije predlaga, da podeli stavbno pravico najugodnejšemu ponudniku, kot je ugotovila in predlagala medresorska delovna skupina. Primer dobre prakse je pogodba med Vlado Republike Slovenije in Nogometno zvezo Slovenije o podelitvi stavbne pravice za Nacionalni nogometni center Brdo. Projekt ima med znanimi slovenskimi avtomobilisti in motociklisti veliko podporo. Jaz sem absolutno za, da se končno vzpostavi nek pameten poligon tudi pri nas v Sloveniji. Sam moram svoj talent in hitrost prikazovati že par let izključno samo v tujini. Moram reči, da imamo močen podmladek pri nas v Sloveniji, fantje prihajajo z gokardov, zato je škoda, da bi to priložnost vrgli. Seveda podpiram izgradnjo dirkališča. Dirkališče je tako kot za druge športnike dvorana ali pa smučišče, hribi, različni poligoni. Ni nujno, da je tako veliko moderno, dovolj bi bila steza dolga 2,5 km, varna za avtomobiliste in motocikliste, hkrati pa s spremljajočimi objekti, da je tam lahko prostor tudi za kolesarje, za off-road program, laboratorij, strojne fakultete. Kar se tiče poligona ali pa dirkališča, če rečemo Gaj, je seveda pomemben za Slovenijo, ker je edini poligon, kjer se lahko izvajajo usposabljanja pri večjih hitrostih. Na teh ostalih poligonih seveda lahko ljudje vozijo do 50-60 km/h. Mi smo na tem poligonu izvajali že različna usposabljanja, prav tako za državne institucije kot za podjetja in pa za fizične osebe. Tako da vemo, da je poligon izredno dober, še posebej zdaj, ko imamo novo asfaltno prevleko. V nasprotnem primeru moramo seveda stranke voziti v tujino, kar pa nima smisla, če imamo pa v Sloveniji prazen poligon, ki ga pač ne smemo uporabljati. Vožnja z motorjem je nekaj najlepšega. Je pa res, da je tukaj prostora za napake najmanj in tudi poškodbe na cesti so tukaj najhujše. Zato bi vsak motorist mogel vsakoletno iti na nek poligon, izobraževati se in testirati svoje zmožnosti na nekem zaprtem, varnem okolju brez ostalega prometa. In zato so taki poligoni nujni. Jaz sem za vsak poligon, sploh če je že tako, da je praktično narejeno, zato ker se mi zdi, da Slovenija to nujno potrebuje. Imamo več kot milijon voznikov, pa nobenega dirkališča, medtem ko imamo, ne vem, koliko košarkašev, odbojkašev, fuzbalerjev, vemo, da imajo stotine igrišča. Če gledam z poslovnega vidika, preizkušanje novih motornih koles, športnih vozil bi bilo na takem poligonu seveda zelo zaželeno, ker lahko tam res našim oziroma kupcem pokažemo maksimalen potencial vozil motorjev, ki ga na navadnih cestah žal ne moremo izkoristiti. Prva stvar, zaradi katere nam bi dirkališče še kako prišel prav, je varnost. Ker marsikdo, ki zdaj kaskadira in nori po cesti, bi potem prišel na pisto in potem na cesti vozil cesti primerno. Govorim iz lastnih izkušenj, saj pri meni je tako na dirki. Gas do podna, pol na cesti, pa sploh nimam želje, da bi pretiraval pa norel. Druga stvar, zakaj bi dirkališče potrebovali, je pa zaradi nas dirkačev. Ker moramo na čisto vsa tekmovanja na krožno-hitrostnih dirkah hoditi v tujino. In bi nam pista v Sloveniji še kako prav prišla in bi nam prišparala kar nekaj ur pa kilometrov vožnje. Pista pa je po mojem mnenju privabila tudi kar nekaj novih mladih dirkačev, ki bi lažje naredili svoje prve korake v tem športu, če bi imeli dirkališče v Sloveniji. A veš, dobil sem vprašanje, če sem za razvoj dirkališča Gaj, pa se mi zdi to v letu 2019 vprašanje, na katerega ne bi sploh želel odgovarjati, ker bi moralo biti že rešeno. Seveda, Slovenci potrebujemo dirkališče in trdim, da ga bom tudi obiskoval, če ga bomo imeli. Moramo se pa vprašati še nekaj drugega. Če se nam to dirkališče nekako zgodi, takrat se pravi problemi šele začnejo. Ker narediti iz takšnega projekta rentabilen posel, to pa potem ne bo več hec. Tako da na kratko dirkališče da, nujno, ampak potem se bo začel pa šele ta prav del. Ja, bolj ko delaš resne stvari, več validacij in več testiranj potrebuješ. Zdaj so naši produkti že blizu serijske vgradnje v zelo resne avtomobile in zaradi tega moramo več in več testiranj in validacije delati. Teh testnih poligonov vedno primanjkuje in tudi ta Gaj pri Cerkljah na Velenjskem bi bil zelo dobrodošel. Tako da bi z veseljem testirali tam naše električna vozila z podgonskim sistemom v kolesah.
Svoje odobravanje projekta so s pismi podpore potrdili tudi predsednik FIE Žan Tot, Olimpijski komite Slovenije, DARS, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Avtomoto Touring Klub Ljubljana, Avtomoto društvo Slovenija Auto ter mnogi drugi. Objekt, na katerem so se v preteklih 3 letih že izvajale nekatere športne in druge družbeno koristne aktivnosti, bi tako znova zaživel ne le kot domovanje slovenskih avtomotošportnikov, temveč tudi kot velika dodana vrednost za lokalno okolje. A prav vsi se s ponovno vzpostavitvijo poligona Gaj ne strinjajo. Za mnenje smo tako povprašali tudi gospoda Milana Baznika, ki vodi civilno iniciativo proti projektu. Naše mnenje je, da ostane tako, kot je sedaj. Da dirk ni, da imamo mir, da dirkališče dajo nekam drugam, ne pa tu sredi obljudenega polja. V DPN je bilo napisano, da bojo tu potekale šola varne vožnje, za gasilce neke vežbe in za policijo. Vendar so gospodje pridobili neko gradbeno dovoljenje, v katerem so se skrili za besedami, da je to steza za hitrostne preizkušnje, v stvari so pa usposobili dirkališče. In dirkališče v ta kraj ne sodi in bomo vztrajali proti dirkališču, dokler se bo lahko. Če ne, bomo šli tudi do Evropskega sodišča. Odločitev je vaša. V času priprave prispevka je predlog na portalu predlagan vladi pri približno 1000 glasovih za in zgolj 4 proti. Po številu odzivov je predlog vzpostavitve poligona Gaj med najbolj odmevnimi doslej.